Evo, rekel sem, da bom posnel komentar glede na to, da so trije matadori slovenske teoretske psihoanalize stopili na stran levice, pričakovano, logično, odkrito pred tem kongresom, tudi v podporo, tako rekoč, demonstracijam, si razvezali jezik, svoj filozofski oziroma politični jezik. Namreč 11. teza, Marksova teza o Feuerbachu govori, da so si filozofi svet doslej samo različno razlagali. Gre za to, da ga spremenimo. To je bilo vodilo vseh bodočih rodov marksistov, ki je pa po mojem mnenju pa zgrešeno. Naloga filozofov ni, da spremenijo svet. Naloga filozofov je bila nekoč v stari Grčiji, ko so bili filozofi tudi politiki, da spremenijo svet. Naloga sodobnih pravih filozofov pa je postavljati si pametna vprašanja, ne pa dajati si pametne odgovore. Pravi filozof dvomi, je skeptik, spoznavni skeptik, ne ve za odgovore na težka vprašanja. Si zna pa težka vprašanja zastaviti. Teli vrli trije filozofi, teoretski psihoanalitiki, Močnik je sicer sociolog kulture. Rastko Močnik je bil mentor mojega drugega magisterija o ideologiji. Sicer v športu, ampak jaz sem naredil prenos, transfer teorije ideologije, teorije inštitucije na šport. Tam leta, 20 let nazaj. Potem, ko so mi zavrli doktorat, sem rekel, neč bom pa tale možnost sem imel še en magisterij dokončal. Močnik je bil moj mentor, moj profesor na 2 podiplomskih študijah. Tako da vem, o čem govorim. Poznam njegova prosocialistična, promarksistična stališča. In tudi vem, da je na predavanjih spraševal, kje so zdaj ti mladi, ki bi spremenili svet z neko odločnostjo, z neko revolucijo. Svoj čas je Rastko Močnik bil tudi proti razdružitvi Slovenije od Jugoslavije, kolikor se spomnim, kot je tematiziral na predavanjih. Spomnim se tudi, da se ga je vprašalo, zakaj je propadel socializem, če pa je tako plemenit. In Močnik je takrat rekel, da nihče na tem svetu ne ve, zakaj je socializem propadel. Jaz pa skoraj že roko dvigujem v smislu, kako da ne. Jaz vem. Torej, Freud ve. In jaz sem takrat bil pripravljen in celo imel referat Freud in Althusser. Ali pa, rekel, kritika frankfurtske šole skozi Freudovo psihoanalizo. Namreč frankfurtska šola, to so bili psihoanalitiki, ki so želeli združiti Freudovo psihoanalizo z marksizmom. Mission impossible, sem se jaz mislil. Freud je bil seveda proti socializmu. Oziroma, zdaj bom pa prišel na Dolarja, ali pa če še prej omenim Žižka, ki je v tem videu prvi stopil na sceno. Zdaj 3 so bili omembe vredni. Tiste 3-4 moškinje so nepomembne. Tam ena se je za feminizem zauzemala. Zdaj tale Legebitrovka, lezbika sicer, kar ni pomembno. Barbara Reigl je svoje tam neki. Se ne da je bluzila, Renata Salecl pa svoje. Omembe vredni so 3 in jaz jih imam te 3 za 3 peresno delico. Se pravi Žižek, Dolar in Močnik, ne Alenka Zupančič. Močnik je izredno močan v Freudu, psihoanalizi, marksizmu. Leta 2000 sem jaz Rastka Močnika s kolegom
Gregorjem Kito sva to organizirala, namreč okroglo mizo o Zasavju kot leglo komunistov, ker se nas je smirjalo, češ da je Zasavje leglo komunistov in da je to in sploh. Mi smo zgubili Rudnik, Trbole, po referendumu in dejansko, bi rekel, smo bili ali pa smo še vedno leglo neke revolucionarnosti. Luka Mesec je bil prvi mandat izvoljen v Trbovljah. Zdaj, te Trbole imam jaz zdaj za butale, mislim, to me sploh ne zanima, kaj se v mojih butalah dogaja, tako so moje Trbovlje skrenile. Ampak leta 2000 sem pa jaz moderiral okroglo mizo, ker je bil Močnik, ker ga poznam, njegovo misel. Pred Močnikom je bil vodilni marksist na Filofaksu že Božidar Debenjak. Tudi on je bil gost. V spletu okoliščin je bil Žižek takrat v tujini in je vskočil Tonči Kuzmanič. Jaz sem moderiral več kot 20 let nazaj okroglo mizo o marksizmu, socializmu, rdečih revirjih. Marksa sem še enkrat prebral, to je cel opus. Pol leta sem študiral, preden sem si upal s temi marksisti, matadori marksizma na odr Doma svobode, tam na gor, 500 metrov više gor. Vemo, o čem govorim. In te isti matadori so danes na strani levice, pričakovano. Žižek, ki je prvi nastopil v tem videu, je dost korektno. Za Žižka vemo, da se je soočil z Jordanom Petersonom v tistem znamenitem dvoboju, kjer sta se en drugega polivala z neko mlačno vodo. Se ne ve se, kdo je zmagal, ampak Žižek je tam odkrito, rekel, ali pa po ovinkih priznal, da je jasno, da socializem ne štima. Ampak je pa Žižek bil tudi tisti, ne samo deklarirano zdaj Močnik, je rekel, Žižek in Močnik, pa verjetno tudi Dolar, da prihodnost je v socializmu. Ali bomo imeli socializem, ali pa prihodnosti ne bo. Zdaj, ali bom jaz rekel, ali bi pa Freud rekel, bom jaz rekel. Ali bomo imeli pa Hunger Game, če ste gledali te filme, neke trilogijo, ali koliko delov je že, kjer je tam bogata elita, pa tam neki reveži. Ali pa film Joker, kjer tam nek pretegnjeni psihopatski človek postreli vse živo v tem filmu. Ovacije je doživljal ta film na Beneškem festivalu 2-3 leta nazaj. In zato sem se jaz tam izpostavil, z današnjim dnem je stopil na mesto VD direktorja Fursa, z Ivanom Simičem sem se spopadil v Faktorju in branil tako rekoč Luko Mesca, ki se je soočil s Sonjo Šmuc in rekel, logika Luke Mesca je legitimna. Tema so bili pa davki. Mi ne moramo Avstrijo primerjati s Slovenijo. In takrat v tistem dvoboju, jaz sem enominutni monolog Sonje Šmuc komentiral, ker je bil Luka Mesec po bontonu tiho. Nič ni povedal in Sonja Šmuc je zmagala. Ne, logika, ki jo zagovarja levica, je legitimna. S tem, da bom rekel, ampak ta levica naj ne sestavlja vlade, naj bo v opoziciji in prav je za družbo, da imamo logiko levice, ker se levica zelo trudi za izenačevanje razlik med bogatimi in revnimi. Zdaj v istem paketu ta levica tudi zagovarja svoje kulturnike in jih podkupuje z državnimi financami, s proračunom in ti kulturniki, umetniki, ki pojma nimajo kaj umetnost, v temo brcejo, meglo režejo in hočejo to plačano. To je volilno telo levice. Ampak logika levice mora biti prisotna v neki državi. Pa bi tistega Luko Mesca pa Kordiša, ne vem, skloftal. Tok bluzita tam pa tam, pa brcata v temo, pa Violeta Tomič,
pa tudi naš tale Sitar Primož tam na gor. Foter mu je malo prehiter umrl, ne. In vsa ta partija, ne. Leve scene, od Nika Kovač se je drla v tist mikrofon, ne, mislim. Se je mogla pa soočiti tam z mano, je pa ni bilo prejšnji teden v sredo. Na mestni občini Ljubljana, ko smo imeli debato o spolnih zlorabah v športu. V Levici se gomilijo sami nedonošenčki, zelenci. Ampak leta 2012 sem imel en močen intervju pri Veseliču, Boštjanu Veseliču, ko še ni bil Golob, zdaj ima 2 priimka. Oddaja je bila pa Resnica, nekaj tazga, ne. In ta intervju enourni je bil takrat izjemno odmeven, zdaj ga dobite samo v 20 minutah na YouTubu. Mislim, da je okrog 100.000 ljudi ta intervju videl. In tam sem jaz 2012 jasno povedal, da Slovenija sploh nima normalne leve stranke. Ima sindikate, kar je v redu. Ampak leve stranke v leta 2012 ni bilo. In sem rekel, da država rabi levo stranko. In zato je Žižek rekel, da edina prava leva stranka je Levica. Res je. Ampak mi socializma ne moramo imeti nikoli več. Ali pa naslednjih 100 let še ne. Zakaj že ne? Zato, ker je človekova duševnost taka. Zdaj bom pa vzel pa tolo knjigo v roke. Ne? Nelagodje v kulturi. 20 let nazaj, aprila 2001 je šla. Ne? Zelo ponesrečeno pa piše, da se je Freud rodil leta 1865. Ne? Ne? Odgovorni za ta zdrs je pa Mladen Dolar. Taj noter piše, ne, po Sloveniju, Samo Krušič, Mladen Dolar, spremna študija. In tudi, ko sem jaz pol to bral, delo 2.1, Mladen Dolar, študija, mislim, za moj okus že takrat je bilo to švoh napisano, ne, za Dolarja. Torej, prispevek je napisal Tomo Virk, ampak tlele noter, recimo, ker namreč v tem videu tudi Dolar govori, video Levice, da razsaja virus neenakosti. In Freud v tem spisu, jaz sem si tole sprintal, ker sem to v angleščini bral, srbo-hrvaščini, ne vem. Freud piše, da nikakršnega socializma ne more biti, ker človekova duševnost ni taka, da bi vzdržala enakost. Ne? In jaz sem to prevajal. Freud je namreč v obdobju po oktobrski revoluciji, v tem 5. poglavju knjige Nelagodja v kulturi, posmehljivo analiziral razmišljanje marksistov oziroma boljševikov, kot jih je imenoval. Takole je napisal. Ne? Zdaj bom pisal moj prevod iz angleščine ali pa mogoče iz srbo-hrvaščine. Slovenski prevod na strani 61. Ne, je malo drugačen. Na strani 61, če bo kdo to bral, pejte brati zadnji odstavek in opombo, 6. opombo na tej 61. strani. Komunisti menijo, da so našli pot za odrešitev zla. Človek je enoznačno dober, naklonjen svojemu bližnjemu, toda ureditev, kjer vladata privatna lastnina, je njegovo naravo pokvarila. Ne, to je Marksovo razmišljanje, ali pa razmišljanje marksistov, boljševikov. Posest privatnih dobrin daje posameznikom moč, oblast in s tem skušnjavo, da z bližnjim grdo ravna. Ne, tako Freud piše, kako boljševiki razmišljajo. Pravilno piše. Tisti, ki je iz posesti izključen, se mora s sovraštvom upirati zatiralcem, tiranom. Ko bo ukinjena privatna lastnina, bodo vse dobrine skupne in bo vsem ljudem puščen njihov delež užitka, bosta med ljudmi izginila zlohotnost in sovraštvo. Ne? Freud je vedel za analno fazo, sveta brez privatne lastnine ni, ga ne more biti, ker obstaja drek.
prva lastnina. Marx tega ni vedel. Ti trije matadori psihoanalize pa vedo. Pa kljub temu so na strani levice in bomo upeljali socializem. Mislim, tukaj je malo zamirm, ne? Saj prav, da si politično opredeljen. Da nadaljujem še to, kar je Freud rekel. Ker bodo vse potrebe zadovoljene, ne bo imel nihče več nobenega razloga, da v drugem vidi sovražnika. Vsi se bodo pripravljeni podvreči nujnemu delu. Malo Morgen, je rekel Freud bolševikom. Je rekel v času oktobrske revolucije. Ta revolucija bo trajala pol leta, ne? Pol leta, zmotil se je za 80 let, ne? Napisal je pa še tole. Zaskrbljeno se lahko le vprašamo, česa se bodo Sovjeti, tako jim pravi bolševikom v oktobrski revoluciji, lotili potem, ko bodo svojo buržoazijo iztrebili. Koga bojo pa pol mrcvarili? Ja, na Goli otok bojo pošiljali pluralno misleče, ne? Ker totalitarnost bo imela svoje demokratične nasprotnike, tiste, ki bodo hoteli imeti demokracijo. Moje največje razočaranje v življenju, in zato sem tudi nesel tamle dol Božotu Marotu, sekretarju komunistične partije, sem rekel, tlele ti vračam, leta 87-88 je bilo tolo knjižico, prej sem pa študiral Marxa in Freuda v JLA in leta 83 bil sprejet v Zvezo komunistov. Jaz sem bral Freuda pa Marxa, ja, tale bo, ne, v smislu bom 2-3 dni dobil nagradnega, jok malo morje, nisem dobil. Ampak po par letih sem jaz vrnil nazaj komunistično knjižico, ravno zato, ker sem rekel, Freud, ki mu zaupam, je rekel, da socializma ne more biti. Ne? In ga ne more biti niti danes, niti Venezuela, niti Bolivija ne laufata. Ne? Mi bomo revni kot Venezuela, če bomo poslušali Kordiš, Luka Mesec partijo. More pa biti ta leva logika. Ne? Ampak ni pa fair, da ti matadori, trije, govorijo v prid socializmu, ko vendarle imajo mezinca, torej Freuda v mezincu, imajo. Oni so brali dolarje študijo, ne, o sreči, o načelu ugodja pisal te knjige Nelagodje v kulturi, ki je Freud eksplicitno povedal, da ne more biti socializma. In največje moje razočaranje se je zgodilo, ko sem jaz videl, da je človek tako pokvarjen, da ne more pristati na idejo enakosti. Ne? Jaz po drugi strani, leta 2000 sem to okroglo mizo moderiral, mi ne moramo obsojati slovenskega naroda ali pa jugoslovanskega, da je med NOB speljal socialistično revolucijo. Zato, ker se takrat ni vedelo, da socializem kot plemenita ideja ne laufa. Tega se takrat ni vedelo. In ne, spoštovani desničari, in dokler boste to delali, ne morete sestaviti desne vlade. Ne obsojati socialistične revolucije, ne obsojati NOB-ja. In po vsaki vojni se zgodijo povojni poboji, plus posilstva. Po vsaki vojni. Moralni standardi padejo, ampak ne lomiti slovenskemu narodu identitetno hrbtenico, pljuvati po NOB-ju, po Titu, po Jugoslaviji, po socializmu, ker nikoli ne boste vlade sestavili. Mi pa rabimo desno konzervativno vlado. Slovenija jo rabi, ker levica to ne bo znala narediti in je dokazala v 30 letih, da ne zna vladati. Desna vlada, ki jaz trenutno podpiram, zaradi korona krize jo podpiram, ker moramo mi ubogati nekoga, ki ima strategijo preživetja. Ampak načeloma sem jaz levičar, torej srce imam na levi zato, ker je socializem kot ideja plemenit, ampak ne laufa. In ne moramo mi obsojati iskrenega prizadevanja delavskega razreda, da bi izenačil pravice med bogatimi, torej pravice revnih, razlike med bogatimi in revnimi je treba zmanjšati. Ne? To je humana ideja. Tukaj za to idejo tiči kategorični imperativ. Ampak ker je človek tak, da ne prenese v uravnilovke enakosti, moramo pristati na družbeno-ekonomsko ureditev, ki se reče kapitalizem, ki ima segmente divjosti. Ideja socializma, marksizma
je pa bistveno bolj etična. Zato moramo spoštovati, kar se je zgodilo med NOB-jem. Ampak moramo pa tudi reči Bob, da so bile recimo študentske demonstracije leta 68 do 72, na katerih so sodelovali vsi trije govorci ali pa filozofi, priznani, osebno jih spoštujem, so bili na strani socializma, borili so se za več socializma leta 68, 72, ker se je natančno vedelo, da socializm ne bo klapal. Francoski študentje, ki so bili protagonisti francoskih uporov, je danes sram govoriti o njihovi zablodi. Mi smo pa ob 50-letnici teh protestov s temi ljudmi, tudi z dolarjem na čelo, tudi Močnik je bil zraven, pa Žižek, so to kovali v zvezde, tisto takratno gibanje, več socializma. Čehi z enim Janom Palahom, ki se je zažgal budala, so se pa borili edini v pravo smer, proti Sovjetski zvezi, proti totalitarnosti, proti socializmu. Naši so se borili za več socializma. Ja, človekova duševnost, onojevska, ki je takale, ne premore tiste plemenitosti v nadjazu, da bi mi imeli socializem, pa enakost. Človekova poživilnjena psiha je taka, da socializma ne moramo imeti. In to je moje, bi rekel, boleče spoznanje, ki sem ga doživel 30 let nazaj. Ampak organiziral okroglo mizo s znalci, spoznavalci socializma, marksizma. In smo tam rekli, pa nekoč je bilo to plemenito. Nekoč, ker nismo vedeli, da stvari ne laufajo. Ampak danes moramo pa nažalost skloniti glavo in sprejeti tržno gospodarstvo, kapitalizem in reči, Bob, socializem ne laufa. Žižek je to s Petersonom naredil, priznal, ne laufa socializem. Kljub temu, da tam še nekje smeti Bolivija, demokratični socializem, je pa dokaz, da to laufa. Ja, vsi so revni. Teči maraton, boss, vse ga prelaufaš, socialistično boss, ga prelaufaš v 4 urah. Ampak konkurenca, zahodni kapitalizem ali pa cel svet, ima pa rolerje in je v 1 uri pa pol skozi maraton. Mi socialisti se pa 4 ure matramo, bosi laufamo. V tej konkurenci divjega kapitalizma, ki ga pa furajo pa vse te zahodne demokracije, oni so nam zagodili. Socializem ne more laufati. Freud pa piše o sreči, pa načelu ugodja. On sicer to enači. Srečni so pa lahko tudi na Kubi. Ampak ugodje pa sreča ni eno isto, tako kot je enačil Freud. Ampak danes, sredi Evrope, ne moramo imeti demokratičnega socializma. To si lahko domišljajo ti zelenci v levici, ščuvajo jih pa ti naši vrli filozofi. Jaz ti moram na tej točki pa izreči kritiko, ker imajo imena, Dolar, Žižek, Močnik. Celo Dolar in Močnik sta po mojem videu nad Žižkom. Sam Žižek toliko hrepeni po priznanju v tujini. Kaj ne rečem še? Tole sem rekel, da bom posnel. Zdaj pa videl, kaj bo ratal iz tega.